Če si med tistimi podjetniki in podjetnicami, ki imajo svoj brezplačnik oziroma brezplačno ponudbo za svoje idealne stranke, pa mogoče nima nekega efekta ali se na njo sploh ne prijavijo ali pa na drugi strani ne konvertira teh novih ljudi v stranke, ali pa mogoče sploh nimaš brezplačne ponudbe za svoje idealne stranke, pa mogoče si že večkrat slišala, da bi bilo fajn, da jo imaš, potem je ta epizoda podcasta točno zate. Govorila bom namreč o 7 napakah in tudi rešitvah, ki jih lahko oziroma ki je fajn, da se jih izogneš pri ustvarjanju tvojega brezplačnika. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj, preden grem pa na teh 7 napak in pa rešitev, pa bi rada se dotaknila še nekaj zelo pomembnega, in sicer, če že veš, da ga potrebuješ, če ne želiš zapravljati časa s tem, kakšen sploh naj bo tvoj freebie oziroma tvoj brezplačnik, če ne želiš se spraševati, kakšen naj bo, kaj naj bo, da bo res konvertiral obiskovalce v stranke, kaj napisati, kako ga oblikovati, kako zastaviti potem stran, kako zastaviti celoten lijak in tako naprej, potem te seveda vabim, da pogledaš spodaj pod tem videom, bom postila link do programčka Darilo 2.0, kjer te po korakih vodim, kako ustvariš svoj prvi brezplačnik oziroma drugi ali pa 10. in to takšen, ki ti bo dejansko pač deloval, zraven pa so tudi vse predloge, ki jih potrebuješ, tako da res maksimalen prihranek časa. Pa mislim, da je vse skupaj video nekje 1,5 ure pa računano 1 uro za implementacijo, tako da res lahko imaš v kratkem času pripravljen ta celoten lijak oziroma celotno svojo brezplačno ponudbo. Zdaj pa, gremo pogledati sploh, kaj brezplačnik je, oziroma če mogoče še ne veš sploh, o čem govorim, verjetno si že slišala, da je v podjetništvu fajn, ko smo na podjetniški poti, ko delamo z strankami, da si gradimo torej bazo potencialnih strank. In da se stranke oziroma potencialne stranke, če še nas ne poznajo, lažje odločijo in pridajo v našo bližino in v zameno za kontaktne podatke lahko ponudimo neko brezplačno darilo oziroma brezplačno ponudbo, včasih poimenujemo tudi brezplačnik, darilo, kakorkoli pač želiš, ti je ljubše, in skozi to v bistvu darilo potem nekako, vsaj po mojem videnju oziroma kaj je zelo smiselno brezplačno darilo je, da potem te nove obiskovalce to darilo ogreje, z njimi gradi odnose in jih pelje naprej v nakup. In ravno o teh napakah, ki pa jih na tem procesu se zgodijo, pa želim govoriti danes. Zakaj? Zaradi tega, ker mogoče se na prvi pogled zdi, pa sej ta brezplačnik pa res ni nekaj velikega, ni nekaj, kar je zelo zahtevno, ampak potem pa se zelo pogosto krat zgodi, da ta brezplačnik ne deluje ali pa sploh nima neke posebne funkcije oziroma doprinosa v našem poslu. Zakaj? Se strinjam, da je lahko proces zelo preprost, ampak pomembno pa je, da sledimo vsem korakom in jim tudi jih implementiramo. Zato želim te opozoriti, da se ne zaideš v te napake, tako da če slučajno tvoj brezplačnik ne konvertira obiskovalcev v stranke ali pa sploh ga še nimaš, potem je to super, da se v bistvu že zdaj izogneš vsem tem napakam. In prva napaka, ki sem jo želela se dotakniti, je, da brezplačnik ne vodi v ponudbo. Kaj velikokrat, ko govorimo o teh brezplačnih ponudbah, slišim od podjetnikov pa podjetnice, ko pridejo na idejo, da bi pa ponudili nekaj brezplačno, ker to se pač govori, to vsi priporočajo in tako naprej, in pa tudi vsi recimo vidijo, ker je veliko brezplačne ponudbe, potem začnejo razmišljati, kaj pa jaz že imam, kar lahko dam brezplačno in bo to. In če ta brezplačnik oziroma jaz temu zelo rada rečem tudi darilo, ni strateško zasnovano oziroma da naravno potem vodi v nakup, potem ne bo čisto delovalo, kot si želimo, kot bi lahko, in ima veliki potencial. Kaj je torej rešitev? Rešitev je v bistvu v tem, da seveda želimo uporabiti, če je le smiselno, tudi vsebino, ki jo že imamo, ampak da v bistvu najprej postavimo načrt oziroma strategijo oziroma podstranke, kaj bi v bistvu bil, če imamo
recimo glavno ponudbo, kaj je tisti predkorak, ki ga mora narediti stranka, da bo potem v bistvu naravno vodila na naslednji korak. Zdaj, to je recimo ena res zelo pogostih napak in res ne želim, da se vanjo ujameš, v to zanko. Zato res premisli, ali tvoj brezplačnik, ki ga načrtuješ, ali pa ki ga že imaš, res naravno vodi nekako obiskovalca, to potencialno stranko, tudi v nakup. In to ne pomeni, da si zamislimo in si rečemo, pa ja, saj je logično potem, da naredijo ta korak, ampak da je res naš obiskovalec, potencialna stranka, lepo peljana na naslednje korake, oziroma še boljše, da v bistvu po tej naši brezplačni ponudbi sama želi več. Druga napaka, ki jo vidim tudi zelo pogosto, da je vizualno to dolgočasen ali pa to res neprivlačna zadeva. Kaj je tukaj težava? Je v tem, da ljudje smo pač običajno vizualna bitja in nas seveda pritegnejo tudi vizualno lepo oblikovana gradiva, lepo oblikovano pač kar vse. To ne pomeni, da moramo za vse najeti posebej dizajnerja, je pa pomembno, da mogoče pa vseeno nekaj časa namenimo obliki, da mogoče, če je to nek PDF z vsebino, da dodamo naslove, da ni samo suhoparno besedilo, da dodamo kakšno sliko in tako naprej. Skratka, ne rabi biti znanstvena fantastika, je pa fino, da je to gradivo tudi oblikovano. Zdaj, če si v programu Darilo 2.0, potem predloge za oblikovanje teh PDF-jev sem ti že pripravila, tako da ne rabiš skrbeti, bo že lahko uporabiš, torej v Canvi so pripravljene predloge, ki lahko samo vstaviš svoje besedilo in imaš lepo oblikovano darilo. In to je seveda lahko zelo velik plus, kar da v očeh stranke oziroma potencialne stranke torej večjo percepcijo vrednosti, pa tudi v bistvu ji daš vedeti, da ti je pomembno za njo, da tudi če ji daš nekaj brezplačno, da ti je pomembno, da tudi to brezplačna zadeva, ki jo podariš, zgleda lepo oziroma da je pač lepo, ne? Tako da v bistvu za prvi vtis je tudi ta točka zelo pomembna in zelo pomembna je v bistvu tudi, da je lepo oblikovana tudi pristajalna stran oziroma stran, kjer prvič lahko slišijo, se preberejo več o tem darilu oziroma brezplačni ponudbi in se na njo tudi prijavijo. Potem tretja napaka, ki sem jo želela se dotakniti, je, da ni transformacije in da dobijo samo neke informacije. Zdaj, na eni strani je lahko to, da v bistvu podjetniki pa podjetnice včasih razumejo, da če je to brezplačno, da potem je to samo kot en promocijski letak. To seveda ni mišljeno to, če želimo imeti učinkovitega, ali pa na drugi strani, da delijo samo informacije, mogoče kakšne zelo poglobljene v njihovi metodi in tako naprej. Ne pomislijo niti na to, da mogoče njihove idealne stranke ne želijo zdaj biti strokovnjak o tej metodi, ki jo mogoče, ali pa tem delu, ki ga ti počneš, ampak želijo oziroma iščejo samo rešitev. Zato kaj je tukaj rešitev? Seveda je v tem, da razmislimo torej, kakšno transformacijo, kakšno mini transformacijo želimo, da ima s tem brezplačnim gradivom naša idealna stranka. In bolj kot je neka velika, bolj kot dobijo mogoče za pokušino prvo mini transformacijo, bolj bo ta naša brezplačna ponudba učinkovita in bo vodila naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker če tukaj pomislimo, mi pridobimo oziroma pridemo pred oči nekega novega potencialne stranke. Zdaj, če jo mi že tukaj na prvem koraku, ko ji ponudimo nekaj brezplačno, razočaramo, lahko imamo oziroma naredimo zelo slab prvi vtis. In to, da bo potem naredila ta potencialna stranka korak naprej, se zelo zmanjša. Se lahko tudi ti pomisliš, da če nekje ti nekaj ful obljubljajo, pa se potem prijaviš, pa potem dobiš nekaj, kar sploh ni bilo obljubljeno, lahko imaš zelo slabi taki priokus in si rečeš, ok, če so me zdaj že tukaj nategnili, ne pričakujem, da pač me potem ne bodo, če tudi za to plačam. Tako da prvi vtis pri tem je res zelo pomemben. Če pa v bistvu ti daš obljubo in jo izpolniš ali celo greš čez to obljubo, in jim daš več, kot so pričakovali, torej da doživijo nekaj transformacijo, da dobijo tisto mini rešitev, ki so jo iskali, potem pa seveda je prvi vtis lahko veliko drugačen kot v prejšnjem primeru. Tako da definitivno te povabim, da se vprašaš torej, kakšno transformacijo mini potrebujejo, da bodo potem pripravljeni recimo tudi za mojo glavno ponudbo. Četrta napaka, ful pogosta, da ni jasnega klica k akciji. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu nekdo sname oziroma dobi dostop do tega brezplačne ponudbe, ki smo jo dali, ali je to PDF, ali je to video, ali kajkoli drugega, in potem v tej brezplačni ponudbi ni dobenega jasnega klica k akciji za naprej. Torej, kaj je glavni cilj? In ko se pogovarjam s podjetnicami in podjetniki, zakaj ne dajo jasnega glavnega cilja, je najbolj pogosto to nekako prepričanje ali pa mogoče misel, da ne želijo biti preveč vsiljivi ali pa
preveč prodajni in tako naprej. Ampak želim mogoče, da to razbijeva kar zdaj. Zakaj? Če imaš tudi ti to misel, zakaj? Ker če se zdaj postavimo v čevlje naše idealne stranke, se prijavi na to našo brezplačno ponudbo in nekaj izmed teh potencialnih strank bo želelo več. Ampak če jih mi ne ponudimo, lahko mogoče ta idealna stranka na eni strani sploh ne ve, da imamo mi kakšno ponudbo, ali pa na drugi strani se počuti, da za njo ne bo poskrbljeno, če se odloči oziroma če opravi za nakup. Zaradi tega je zelo pomembno, da torej damo jasne in konkretne klice k akciji, ki vodijo torej korak naprej, torej v nakup naslednje ponudbe, ali pa če je mogoče naslednji korak posvet s tabo, da si rezervirajo termin in tako naprej. In da te potolažim, če mogoče imaš ta pomislek, zdaj verjetno razumeš, da je res pomembno, da imaš klic k akciji, ampak vedno ga lahko preoblikuješ oziroma formuliraš tako, da je v skladu s tvojimi vrednotami, v skladu s tabo, in da v bistvu res pokažeš stranki, potencialni stranki, da si ti pravi vodja za njo, ki jo bo peljal do rešitve, ki jo recimo išče. Tako da ti klici k akciji ne rabijo biti tisti standardni, mogoče taki grobi marketinški, kot kupi zdaj, moraš kupiti in tako naprej. Malo se hecam, ampak so lahko tudi zelo prijetni, ampak naj pa ne bodo preveč poetični, kar se pa tudi lahko zgodi, da potem sploh ne vemo, da je to kakšen klic k akciji. Torej, naj bodo v tvojem stilu, ampak definitivno pa jih izkoristi oziroma vključi, če jih že nimaš. Zdaj, kam jih vključiti, Vključiš jih lahko v samo gradivo, ki ga dobijo, mogoče že vmes, mogoče na začetku in na koncu, skratka, kjerkoli je pač najbolj smiselno. V darilo 2.0 že imaš tudi predloge, kako lahko to oblikuješ, kako lahko to postaviš, tako da ne rabi skrbeti. Če pa pač formuliraš sam oziroma sama, pa ti priporočam, da mogoče na začetku daš kakšno drobtinico v stilu, s čem se ukvarjaš, in na koncu ali pa pač, kjer je smiselno, tudi potem daš jasen klic k akciji. To pomeni, da ne, da naj pogledajo tvojo spletno stran, ampak torej, katera naslednja ponudba je za njih zdaj v tem najbolj smiselna. In ja, za vsako glavno ponudbo je fino, da je pač določen posebna brezplačna ponudba. Kaj hočem reči, da ni fajn, da damo brezplačno ponudbo, potem pa iz te brezplačne ponudbe želimo prodajati več ponudb hkrati, ker s tem lahko v bistvu zmedemo stranko in ne bo potem vedela, kaj narediti in ne bo zaradi tega zmedenosti naredila nič. Okay? Tako da, torej, naj bodo jasni klici k akciji. 5. napaka je, da v bistvu ni email sekvence po vpisu. Kaj to pomeni? To pomeni, da velikokrat vidim to v primerih, kadar recimo podjetniki pa podjetnice kopirajo te strategije teh brezplačnih ponudb od drugih, ne poznajo pa v ozadju, kaj poteka. To je tako, kot da bi torej kopirali avto, ne bi pa kopirali motorja, in ker ga pač ne vidimo od zunaj. In če ne kopiramo tudi motorja, potem nam bo ta avto malo manj pač bil koristen. In enako je v bistvu, če kopiramo mi to strategijo te brezplačne ponudbe, in ne vidimo, katere maili ali pa sekvence se recimo tudi v ozadju pač sprožijo, bo verjetno konverzija veliko manjša. Zato je res zelo pomembno, da poskrbimo tudi za email sekvence. To pomeni serija emailov, ki so avtomatsko pošljejo vsakemu, ki se prijavi na to našo brezplačno ponudbo. In to so v bistvu priložnosti, da se mi predstavimo, da jih še bolj podpremo, da jih v bistvu še bolj navdušimo in seveda imajo jasen klic k akciji kot naslednji korak. Kaj je torej rešitev? Simple, da narediš torej avtomatsko sekvenco oziroma serijo mailov. Lahko jih je tam mogoče 5 do 6, ki se pošljajo vsak dan ali pa vsak drug dan, recimo potem, ko nekdo sname to brezplačno ponudbo, in to je lahko dobrodošlica oziroma samo gradivo, recimo prvi mail, da dobijo pač dostop do tega gradiva, potem lahko damo še kakšno dodano vrednost jim, lahko jim damo kakšen testimonial oziroma izjavo strank, da naše ponudbe, da o tem, kaj govorimo, res delujejo in da imamo rezultate. Potem pa seveda ne pozabiti tudi klic k akciji na glavno ponudbo. In tako lahko v bistvu si res naredimo en sistem, ko enkrat napišeš te maile in potem zate delujejo pač zmeraj. Zdaj, jaz vedno potem dobim še vprašanja, kljub temu, da smo zdaj na hitrco šli, ampak Maja, kaj jaz naj napišem v vsak mail, da bo res deloval, ali pa ko pogledamo, zakaj ne deluje, vidimo, da maili niso najbolj primerno napisani. Zato sem v bistvu v paketu darilo 2.0, kjer bom link postila
spodaj, tudi dodala template oziroma predlogo, kaj napisati v maile, torej vsebinsko, kaj napisati, kaj vključiti in pa zraven še en vodič, da ti pač pokažem, da v bistvu so res potem tudi ti maili naravno vodijo na naslednji korak. Tako da pač ti ni treba izumljati tople vode, če je pač že odkrita. 6. napaka je potem promocija brez strategije. Kaj se velikokrat zgodi? Da imamo brezplačno ponudbo, potem pa objavimo eno objavo mogoče na družabnih omrežjih, pa mogoče še pošljemo na e-mail novičke in potem je to to. To je seveda velika škoda, ker pač naša ideja je, da v bistvu s to brezplačno ponudbo torej gradimo na dolgi rok naše občinstvo. Zato je zelo pomembno, da v bistvu najprej, torej na spletni strani, to vabilo k temu darilo pogosto damo. Na domači strani je skoraj da nujno, zaradi tega, ker vsi, ki pridejo na našo mogoče domačo stran, so verjetno čisto sveži, čisto novi, nas še ne poznajo, niso še dovolj mogoče ogreti za nakup, ampak da jih obdržimo v naši bližini, lahko torej pa se priključijo, torej kupijo oziroma pridobijo to brezplačno ponudbo in jih tako zadržimo v naši skupnosti, če tako rečemo. Tako da to je definitivno zelo, zelo priporočljivo. Seveda v glavnem meniju, v nogi, v stranski vrstici, če jo imamo, mogoče če imamo v blogu, lahko to povabimo in tako naprej. Skratka, sama spletna stran. Potem lahko tudi v podpis našega maila dodamo, kar pomeni, da z vsakim človekom, ki bomo komunicirali, dobi tudi vabilo, da se prijavi torej na to brezplačno ponudbo. Potem seveda v opisu na družabnih omrežjih večkrat objavimo o tem ponudbi, govorimo na družabnih omrežjih. Če želiš, si lahko mogoče to daš kot nek taki tedenski ritual, da torej vsak teden objaviš nekaj na to temo o tvoji ponudbi. Ali mogoče kaj iz zakulisja, ali mogoče kakšna izjava strank, ali pa kakšen feedback, ki ga dobiš od strank in tako potencialnih strank, ki so šle čez ta programček in tako naprej. Se pravi, lahko čisto naravno, ne rabi biti zmeraj samo kupi, tudi če je brezplačno, ampak so lahko v bistvu takšne objave, ki v bistvu govorijo o tvoji ponudbi, širijo glas, dajo prepoznavnost, dajo dodano vrednost in tudi hkrati lahko povabiš, za vse, ki še niso, da se pridružijo. In to je v bistvu lahko potem deluje zmeraj zimzeleno. Seveda, če želiš, lahko vklopiš tudi oglase, ki bodo ti potem nenehno gradili to tvojo mailing listo. Zdaj, če želiš imeti oglase, ki bodo delovali zate brezplačno, je tudi to možno, ker lahko v bistvu na to svojo brezplačno ponudbo daš na zahvalno stran, na primer, eno zelo mini ponudbo, ki ti bo potem recimo, ki jo kupijo in ti bo pokrivala recimo samo oglaševanje. Ampak o tem mogoče kdaj drugič, ampak tudi to je seveda možno. Kar pa je največja torej nevarnost, če temu rečem, pa je to, da samo prepustimo in čakamo, da bodo ljudje padli iz neba za nas. Zraven tega, torej boljše je, če mi stopimo v akcijo, smo aktivni, delimo našo darilo, ker jaz ti povem, če se enkrat potrudiš in narediš zelo strateško darilo, ga tudi z veseljem potem naprej ponujaš. Recimo, jaz imam kar nekaj takšnih daril, ki vem, da imajo veliko vrednost, pa so vseeno brezplačna in jih tudi lažje, pa bolj z veseljem tudi potem delim. Zato ti res priporočam, da si vzameš čas, da je to res nekaj iz tvojega srca, pa da na drugi strani tudi strateško postavljeno, da potem vodi naprej. Tako da ne pozabi na promocijo. Vem, veliko podjetnikov pa podjetnic, ko slišijo za promocijo, marketing, se jim obrne želodec in jaz nisem strokovnjak za to, jaz si tega ne želim. Ampak, če si na podjetniški poti, je to ena izmed tistih zadev, ki so pač potrebne in plus tega, to ne rabi biti nekaj, kar ti je v bistvu naporno, lahko si narediš zabavno, lahko poiščeš neko pot, ki te bo podpirala, ki bo v skladu s tabo in bo gradila torej tudi promocijo, če rečem tako, na tvoj način. In ja, seveda je možno. In še 7. napaka, o kateri sem želela govoriti, da ni postavljene celotne poti stranke. To pomeni, mogoče sem že nekaj tudi omenila, ampak to v bistvu je napaka, ki je res zelo pogosta, ker si ne zamislimo v bistvu celotne poti stranke. Kaj to pomeni? To pomeni, da načrtujemo, kje bodo ljudje za nas sploh slišali oziroma za to našo brezplačno ponudbo. Mogoče bomo zbrali družabna omrežja, čeprav so super pa vse, ne narobe razumeti, ampak organski dosegi na družabnih omrežjih za organske objave so zelo nizki, Tako da mogoče bi bilo zelo pametno, ne mogoče, ampak zelo fajn, da
ločiš še kakšen drug način, da prideš torej pred novo občinstvo. Ali je to mogoče pojavljenih v medijih, kjer v bistvu, ali pa na podcastih, na YouTubih in tako naprej, kjer lahko gradiš svoje občinstvo oziroma potem na tem sodelovanjih mogoče ponudiš tudi to darilo, če je smiselno, mogoče lahko vložiš v oglaševanje, če nimaš časa, lahko gradiš tudi to preko svojih objav na blogu, lahko imaš kakšna sodelovanja in tako naprej. Skratka, veliko je teh možnosti, kaj vse je torej možno, tako da ne samo torej si zamisliti, ok, se bodo že padli iz neba stranke oziroma potencialne stranke, ker če je to brezplačna ponudba, potem itak morajo padati. Ampak ni čisto tako, glede na to, da je v današnjem svetu že toliko informacij, že toliko brezplačnih ponudb, je pomembno, da torej naredimo korak naprej. Ker če to našo ne vem kako super ponudbo nihče ne pozna, potem kljub temu, da je brezplačna, je tudi nihče ne bo konzumiral in šel korak naprej. Tako da, kaj je torej naslednji korak? Torej, kje bomo torej sploh pridobivali te potencialne nove stranke, ki bodo prišle pred našo brezplačno ponudbo, in potem seveda naslednje korake, ki sledijo. Kaj se bo zgodilo, torej, ko pridejo na pristajalno stran, kaj se bo potem zgodilo, ko se prijavijo, torej, da naredimo v bistvu res celotno pot stranke, vsak korak, da ga izpilimo, in potem je seveda zelo smiselno tudi to, da vsak korak spremljamo, kako je uspešen. In če vidimo, da na nekem koraku ljudje odpadajo, ali pa ne vem, mogoče ugotovimo, da tretjega našega maila več ne odpirajo, potem lahko razmislimo, kako lahko torej to našo pot stranke optimiziramo, zato da res pridejo tiste prve točke, ko prvič slišijo za nas, do končne točke, ko recimo naredijo nakup. In če res spremljamo te metrike in če dam primer, recimo to, kar smo zdaj omenili, da tretjega maila več ne odpirajo in potem seveda, ker tretjega ne odprejo, ne grejo tudi naprej, potem lahko pogledamo, kaj je narobe s tem tretjim mailom in ga optimiziramo. Mogoče bomo ugotovili, da je naš naslov tega maila tako dolgočasen, da nihče ne klikne na njega. In bo potrebno mogoče samo izboljšati naslov, pa bo takoj spet konverzija tega maila oziroma odpiranje tega maila veliko večje. Okay? Tako da v bistvu ta pot stranke in potem tudi optimizacija tega procesa je res ključno, da si naredimo ta lijak zelo, zelo dober in da bo res maksimalno konvertiral neke nove stranke oziroma neke nove potencialne stranke ali pa obiskovalce na spletni strani v naše stranke. Okay? Zdaj, če se ti zdi to vse prezahtevno oziroma če se ti ne želiš sploh ubadati temi napakami, prihraniti čas, potem bom seveda spodaj torej pustila link do programa Darilo 2.0, kjer te res po korakih vodim, da se ne ujameš v te napake in te po korakih lepo vodim, kako ustvariš, kaj naj bo tvoje darilo, kako napišeš pristajalno stran, kako napišeš maile, kako ga oblikovati in skratka, cel paketek lahko pogledaš, vse super, link bom pustila torej spodaj. Tako da, dobrodošel, če je pa imaš še kakšno vprašanje, pa seveda sem tudi tukaj zate. Investicija v ta program je res, zdaj trenutno je 37 €, kar je res minimalno za to, kar dobiš in koliko ur časa ti prihrani v bistvu na dolgi rok, plus koliko ti lahko potem prinese tudi dohodkov. Tako da, jaz ti želim res eno tako uspešno ustvarjanje tvojega brezplačnega darila in se vidimo in slišimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.